Kako je majhen narod v samo 10 dneh premagal eno največjih armad v Evropi? Poglejmo si to kratko, a neverjetno pomembno vojno, ki je zavedno spremenila zemljevid Balkana. Torej, da bomo lažje razumeli, kako je vse potekalo, si bomo to zgodbo pogledali v 5 ključnih delih. Od samega začetka, iskre neodvisnosti, pa vse do končnega izida in posledic. Poglejte, eden najbolj neverjetnih vidikov tega spopada je bila ta ogromna nesorazmernost moči. Na eni strani slovenska teritorialna obramba, ki je bila nekakšna lokalna obrambna sila, in policija. Opremljeni so bili večinoma z lahkim orožjem. Na drugi strani pa jugoslovanska ljudska armada z vso svojo mogočno mašinerijo, tanki, letali. Na papirju je bil izid videti popolnoma jasen, kaj ne? V redu, gremo na sam začetek, na tisti ključni trenutek, ki je pravzaprav vse sprožil, uradno razglasitev slovenske neodvisnosti. To dejanje zamenja tabeli zastav na mejnih prehodih ni bilo samo neko simbolično dejanje. Ne, to je bil neposreden izziv zvezni vladi v Beogradu. To je bilo jasno sporočilo, Slovenija ne gre več nazaj. In odziv? Seveda, jugoslovanska ljudska armada, JLA, je imela pripravljen načrt, na videz čisto preprost, v 2 korakih. Prvi cilj, Slovenijo odrezati od sveta. Drugi, zlomiti odpor in zamenjati njeno vodstvo. Sliši se enostavno, kaj ne? In tako se je začelo. Načrt je bil sprožen, a je takoj, res takoj, naletel na težave, ki jih niso pričakovali. Pravzaprav so se enote JLL proti mejam premaknile že dan prej, ne da bi se jim sanjalo, kaj jih v resnici čaka. Celoten konflikt se je odvil z osupljivo hitrostjo. Od prvih strelov do političnega dogovora v začetku julija je minilo le nekaj dni. Vse skupaj je bilo mimo, preden je svet sploh dobro dojel, kaj se pravzaprav dogaja. In tukaj pridemo do bistva, do ključne napake JLA. Celotna njihova strategija je temeljila na eni sami, a popolnoma zgrešeni presoji slovenske odločnosti. Pričakovali so, da se bo vse skupaj končalo z minimalnim odporom, dobili pa so vsesplošen odpor. In ta odločnost se je videla že od prvega trenutka. Prve dni vojne je zaznamovalo napredovanje JLA, a hkrati tudi takojšen, nepričakovane močan odgovor slovenskih sil. Slovenska teritorialna obramba je poznala vsak kotiček terena. Skupaj s policijo, predvsem pa s pomočjo civilistov, je jim uspelo upočasniti veliko večjo vojsko. Te nepričakovane barikade, odločnost domočinov, vse to je enote JLA ujelo popolnoma nepripravljene. Sredi teh spopadov pa se je zgodil dogodek, ki morda najbolje pokaže, kako tragične in zapletene so bile te delitve. Sestrelitev helikopterja, ki ga je pilotiral Slovenec v službi JLA. Ta dogodek je odprl ogromno bolečih vprašanj o lojalnosti, o žrtvah, o tragediji bratomorne vojne. Kako je torej manjši sili uspelo obrniti potek dogodkov v svojo korist? Poglejmo si taktični preobrat, ki je Sloveniji omogočil, da je prevzela pobudo. Namesto da bi se z JLA soočili čelno, za kar seveda niso imeli možnosti, so slovenske sile uporabile gverilsko taktiko. Razbile in ohromile so invazijo. To je pomenilo, da so enote JLA, odrezane od logistike in okrepitev, postale neverjetno ranljive tarče ujete sredi njim neznanega terena. In uspeh te taktike je bil res izjemen. Slovenske sile niso samo ustavile enoti JLD, ampak so jim tudi zajele opremo in jo obrnile proti njim. Si predstavljate to ironijo? Prva tankovska četa teritorialne obrambe je bila ustanovljena iz zajetih tankov JLA pri Novi Gorici. To je res nekaj neverjetnega. No, ko vojaška ofenziva tako klavrno propade in so tvoje enote obkoljene, kakšne možnosti ti sploh še ostanejo? JLA je bila prisiljena popolnoma spremeniti svojo strategijo. In tako se konflikt ni končal s predajo na bojišču, ampak z diplomatskim sporazumom, ki je dejansko priznal slovenski nadzor. Kljub tisti 3-mesečni zamrznitvi je Slovenija ohranila polno suverenost, kar je bila ključna politična zmaga. Seveda, čeprav je bila vojna kratka, ni bila brez cene, vendar številke jasno kažejo na odločilen izid v korist slovenske strani. Poglejte samo ta podatek. Skoraj 4700 zajetih pripadnikov JLA. To pove vse. In ta številka, 30, to ni samo številka. To je osupljiv simbol. Simbol zaustavljene invazije in materialnih izgub.
za vojaško silo, ki je veljala za nepremagljivo. Dokaz, kako učinkovita je bila slovenska taktika. Ta hitra, odločna slovenska zmaga je poslala udarne valove po vsej Jugoslaviji. Naenkrat je postalo jasno, da je zvezno vojsko mogoče premagati. To je, na žalost, napovedalo tudi veliko bolj krvave vojne, ki so sledile. Zapuščina teh 10 dni ni bila samo potrditev nove države, ampak tudi zlovešč obet za prihodnost celotne regije. In vprašanje, ki ostaja, ali bi se bilo mogoče izogniti tragediji, ki je sledila?